Jaz sem sklicala novinarsko konferenco z namenom, da predstavimo delo preiskovalne komisije na področju otroške kardiologije in nabav, torej kar je bilo narejenega in kaj seveda nekje do parlamentarnih počitnic naj bi bilo še seveda storjenega. Na začetku naj povem, da ob ustanovitvi preiskovalne komisije smo se, tisti, ki smo seveda podpisali akt o ustanovitvi in pa kasneje tudi člani preiskovalne komisije, že takrat in pa še danes zavedamo, da gre vsaj v prvem delu preiskovalne komisije, torej na področju otroške kardiologije za občutljive zadeve. Konec koncev gre za področje specializacije v Sloveniji, ki se ukvarja z našimi najmlajšimi bolniki, torej z otroki. Tako da že v času ob ustanovitvi in v prvih sejah smo tudi na mojo pobudo sprejeli sklepe, da se v ničemer ne dotikamo strokovnih odločitev, ki so bile narejene, torej se ne dotikamo in ne raziskujemo, ne preiskujemo, še najmanj pa, torej, da bi objavljali ali zahtevali kartoteke otrok, ki so bili zdravljeni na otroški kardiologiji. Še enkrat, torej, ne posegamo v delo kirurgov, kardiologov na strokovnem področju. Preiskovalna komisija na področju otroške kardiologije, zdaj se bom omejila seveda samo na ta del, bo izključno iskala odgovornosti, seveda tisto, kar ji pripada po zakonu o parlamentarni preiskovalni komisiji in pa po 93. členu ustave. Torej 93. člen ustave govori, da Državni zbor lahko odredi preiskovalno komisijo o zadevah javnega pomena in da odkrivamo politično odgovornost, da preiskujemo, raziskujemo in na koncu potegnemo sklepe, ki omogočajo tudi spremembo zakonodaje, če je to seveda potrebno, in pa drugih postopkov, ki so v pristojnosti Državnega zbora. Zato na tem mestu ostro zanikam nekatere objave v medijih, ki so od sobote do danes se pojavile, torej o tem, da je preiskovalna komisija prejela celo, nekje sem zasledila, kartoteke otrok, kar definitivno ne drži, da presegamo pristojnosti, ki so v okviru Državnega zbora, kar ne drži. Mi v bistvu še niti nismo začeli z, bom rekla, zaslišanji prič. Vse, kar smo evidentirali, so torej bile, bomo jih poklicali kot priče. Opravili smo pripravljalna preiskovalna dejanja, s katerimi smo določili gradiva, ki so potrebna za našo preiskovalno komisijo in pa seveda dokazne sklepe. Do sedaj smo z vsemi inštitucijami korektno sodelovali. Jaz moram reči, da glede na moje izkušnje iz prejšnjega mandata lahko rečem, da smo v tej preiskovalni komisiji pridobili vsa gradiva, ki smo jih želeli oziroma smo za njih zaprosili, tako od NPU, SD, KPK, UKC Maribor, potem smo tudi zahtevali od Ministrstva za zdravje, tudi od bolnišnic, torej UKC Ljubljana, Maribor, Valdoltra in pa Nova Gorica, s tem, da to so tudi že določene zahteve za drugi del, to je za nabave. In ni bilo nobenih, bom rekla, da bi se karkoli pojavljalo, torej da nekdo ne želi dati dokumentacije, razen primeru UKC Ljubljana. UKC Ljubljana je zavrnilo naše prošnje za gradivo tudi z potem obrazložitvijo, ki je daljša in zapisano tudi, da vkolikor pa bo sodišče odločilo, da ta dokumentacija, ki mi zahtevamo, da jo morajo izročiti, bodo lahko torej na podlagi tega potem pač dokumentacijo izročili. Med drugim smo v UKC zahtevali korespondenco med vodilnimi in kardiologi, med vodilnimi in predstojniki kirurške klinike, pediatrične klinike. Zahtevali smo tudi gradivo, ki je bilo za razrešitev profesorja Kende in ne boste verjeli, tudi to so nam zavrnili, češ, da profesor Kenda ni bil razrešen, bil je v pokoju, šel v pokoj, in da gre za delovno gradivo in nam tega ne morejo izročiti. Torej gre za zadeve, ki očitno danes motijo nekoga v UKC Ljubljana ali više. Zahtevali smo tudi iz UKC Ljubljana pogodbe z tujimi inštitucijami,
pogodbe s tujimi zdravniki, pogodbe z domačimi zdravniki, kar za čuda so nam dali, počrnali zadeve, torej lahko bi izročili tudi ostale zahtevano gradivo. Mi smo potem to, tako kot je bilo napisano, posredovali na sodišče, ki nam je, moram reči, zelo hitro odgovorilo in pritrdilo torej našim zahtevam, tako da danes teče 45-dnevni rok, ko mora UKC Ljubljana izročiti dokumente seveda najprej sodišču in potem gre nadaljnji postopek torej do nas. Zanimivo je tudi, da se ti članki pojavljajo danes, ne pa 20. decembra, ko je bila komisija ustanovljena, da se danes pojavljajo govorice oziroma zapisi, da je bila preiskovalna komisija oziroma je ne bi smelo biti. Jaz se s tem strinjam. Če bi pristojni organi že leta 2012-2013 in naprej odreagirali tudi na poročilo KPK, na mednarodno poročilo, danes te preiskovalke na področju otroške kardiologije ne bi bilo. In jaz mislim, da je v javnem interesu, tako vseh nas, ki delamo v preiskovalni komisiji, v javnem interesu tistih staršev, ki so imeli otroka ali še imajo na otroški kardiologiji, vseh zaposlenih, ki so opozarjali na nepravilnosti in vseh državljanov konec koncev, da se ta zgodba z otroško kardiologijo enkrat končno razjasni, pove, kdo je bil politično odgovoren, da se pokaže tudi na tiste ljudi, ki niso odreagirali na vsa opozorila z ene ali z druge strani. Preiskovalna komisija ni bila ustanovljena protizakonito ali da bi v čemerkoli bila tudi protiustavna. 93. člen Ustave še enkrat, parlamentarna preiskovalna komisija se lahko ustanovi z namenom, torej, da se preiščejo zadeve javnega pomena. Jaz mislim, da razjasnitev otroške kardiologije je javnega pomena za državo Slovenije. Torej, mi imamo gradivo, na katerem bomo gradili. Še enkrat poudarjam, da je na mojo pobudo bil sprejet sklep, da se ničemer torej ne izpostavlja bolnikov, imena ali karkoli, kar bi se znašlo znotraj gradiva, da nismo zahtevali kartoteke otrok, da je vso gradivo v varni sobi in je dostop le preko varne sobe. Moramo povedati, da je ta sklep bil sprejet nedavno, ravno iz tega stališča, ker očitno tudi znotraj, oziroma moram narediti vse, da zaščitim pač tako tiste, ki so delali na otroški kardiologiji, kot seveda vse vpletene od bolnikov do staršev, in so vsi dokumenti v varni sobi, kar pomeni, da kdorkoli želi, torej ne kdorkoli, ampak tisti, ki je na preiskovalni komisiji dela, to pomeni poslanci, nadomestni člani in strokovni sodelavci, lahko dokumentacijo delajo le v varni sobi. Pomeni, da dokumenti pa iz varne sobe jih ne smeš nesti na nobenega papirja, če lahko nekaj domače. Tako, da z moje strani kot predsednica preiskovalne komisije bom naredila in sem že naredila vse, da določeni, oziroma da ti občutljivi podatki ne bodo prihajali v javnost. Veste pa sami, da 100% zagotovila definitivno ni. Ampak jaz bom tudi danes, ob 12. uri, smo imeli sestanek z vsemi člani, nadomestnimi člani in pa strokovci in sem jim tudi povedala, da pač kakšni ukrepi bodo sledili naprej, oziroma jih še enkrat ponovno prosila, da se zadeve ne pojavljajo v javnosti nenadzorovano. To je, kar se tega tiče in v nadaljevanju bomo zaslišali seveda priče na področju otroške kardiologije, zdaj samo delo preiskovalne komisije, kot sami veste, razdeljeno na dva dela, na otroško kardiologijo in nabave. Najprej bomo poskušali sklop zaključiti za otroško kardiologijo. Zdaj v četrtek je prvo zaslišanje bivšega predstojnika kirurške klinike, bivše direktorice UKC Ljubljana in pa bivšega ministra dr. Gantarja. V juliju bodo potem še eno zaslišanje, potem pa bomo glede na sklepe verjetno nadaljevali v jeseni. Tako da bi potem vmesno poročilo seveda temeljilo na ugotovitvah otroške kardiologije, potem pa bomo nadaljevali tudi z nabavam.
delamo že nekaj na tem, tudi nekaj gradiva smo zahtevali, tako da se tudi v bistvu že sporedno dela tudi to področje. Tako da, to je z moje strani, no, če pa še kakšno vprašanje. Ja, rekli ste, da ne operirate z kartotekami otrok in tako naprej. Me pa zanima, kaj torej so te občutljivi zdravstveni podatki pacientov, ki so bili predmet sodne odredbe strani UKC Ljubljana. Glejte, zdaj bom takole povedala. Vse, kar je bilo na zaprtih sejah sprejeto, v javnosti ne morem povedati, ne. Tudi teh sklepov in tega se v javnost ne daje, ker je bilo to na zaprti seji. Zdaj, kaj so občutljivi podatki, ki jih lahko smatramo pri bolnikih, je marsikaj, torej lahko tudi ime, priimek samo ali pa celotna kartoteka, kakorkoli. Mi smo v UKC Ljubljana zahtevali notranje nadzore na področju otroške kardiologije. Namreč leta 2012 je bil upravljen notranji nadzor upravljanja na otroški kardiologiji. Upravljalski. Zdaj, jaz ne vem, kaj v gradivu je, ne? Mi smo to zahtevali. UKC je očitno to ocenil, mi smo dali na sodišče, sodišče je odredilo, da, torej nam je pritrdilo, da pač to dokumentacijo dobili. Mogoče še eno vprašanje. Zdaj zakonodajno-pravna služba, sami ste rekli datum december. Zakaj pravzaprav niste upoštevali teh njihovih priporočil, odpravili sporne zadeve, na katere so opozarjali, recimo, da ste se usmerili tudi na zasebnike, vam očitajo, pa da posegate v pristojnosti računskega sodišča, pa celo v pristojnosti sodišča, skratka, kar obsežen dokument, skratka, zanima me, zakaj torej niste upoštevali pravnikov Državnega zbora zakonodajno-pravne službe? Zakonodajno-pravna služba je dala mnenje, ki smo ga upoštevali in smo dali potem čistopis. In tisto čistopis je bil obravnavan na seji Državnega zbora. Torej, pripombe so bile podane, mi smo določenih smo torej upoštevali in smo naredili tudi čistopis, ki ga lahko dobite na strani Državnega zbora. Drugače vam pa v 2. členu Zakona o parlamentarni preiskovalni komisiji piše, če v neki zadevi že teče kazenski postopek, to ni ovira, da ne bi bilo v njej v okviru pristojnosti Državnega zbora izvedena tudi parlamentarna preiskovalna komisija. Poleg tega, zakonodajno-pravna služba je napisala, da bi lahko posegli. Nikjer ne piše, da smo posegli. Lahko bi, če pač se če bi ugotavljali, ne vem, tako da vam jaz rekla, zdaj, če bomo direktorja UKC Ljubljana rekli, da je bil odgovoren, mi lahko damo, tako kot smo v prejšnji preiskovalni komisiji dali sumen kaznivih dejanj na NPU, oziroma JZD in potem on odloča. Mi, preiskovalna komisija, nima pristojnosti, da nekoga obsodi, obtoži ali karkoli. Torej, teh pristojnosti ne bomo. ZPS se je tu naslonila na odločbo Ustavnega sodišča, ki govori o tem, da pač preiskovalne komisije morajo paziti, da ne grejo čez. Mi še v ničemer nismo prestopili praga pristojnosti Državnega zbora. ZPS v svojem mnenju govori, da bi lahko, nikjer ne piše, da je ta preiskovalna komisija ustanovljena nezakonito oziroma da presegamo pristojnosti. Kar se pa tiče gospodarskih družb, je pa moj odgovor takšen. Bolnišnica v Sloveniji posluje z gospodarskimi družbami. Ne, to smo ugotavljali tudi v prejšnji komisiji. In na ta način se porablja davkoplačevalski denar. In nekatere družbe, zasebne družbe, zelo dobro služijo na ta račun. In tudi nekatere, smo ugotovili v prejšnjem preiskovalni komisiji, dajejo podkupnine. To je naš denar, to je denar za bolnike. Torej, se ne moreš omejiti samo na bolnišnico, pa reči, ok, zdaj pa prodajajo nekam drugam, ampak tega pač ne bomo gledali. Ampak UKC naj bi že sprejel nekatere popravljalne ukrepe, ki jih je računsko sodišče ocenilo kot zadovoljive. Saj mi nismo rekli, da bomo delali tisto, kar je računsko sodišče že ugotavljalo. Mi smo rekli, da osnova je tisto poročilo računskega sodišča, kjer ga bomo pregledali in potem bomo delali v bistvu na tistih, če zdaj govorimo o nabavah, ne, to je treba jasno povedati, da govorimo o nabavah, bomo izbrali področja, ki se bodo zdela po določenih odzivih, ne samo računskega sodišča, najbolj pereča. Nihče pa ne pravi,
da bomo mi zdaj tisto računsko sodišče, poročilo računskega sodišča ali revidirali, karkoli delali. Če so naredili popravljalne ukrepe, toliko boljše, toliko bolje. Ampak naša področja bodo verjetno tudi kje druge. Mogoče bi samo še tole, torej, kaj pričakujete v končnem poročilu, kdaj pričakujete sklepanje svojega dela, da ne bo mogoče to, kot nekateri radi rečejo, še en brezzobi tiger? Glejte, v prejšnjem mandatu je naša preiskovalna komisija prišla do krepkega konca in tudi pokazala določene zadeve. Če pa naprej NPU pa SDT pa sodišča konec koncev ne odrigajo svoje vloge, potem jaz ne morem reči, da je bilo moje delo brezupno ali pa brezzobi tiger. Še enkrat, preiskovalna komisija nima pristojnosti, da koga obsodi, ni razsodnik, pokaže na nepravilnosti in potem so službe, ki jih imamo v državi, zato, da zadeve rešijo. Kdaj bomo imeli mi zaključno poročilo, vam pa zdaj v tem trenutku zelo težko povem, niti ne bi rada rekla, kdaj bo vmesno. Delamo pospešeno, poskušamo čim bolj strnjeno delati, da ne bi zadeve razvlekli in se res fokusirati na tiste zadeve, ki so smiselno, da se jih pregleda, tako da zelo težko rečem, da je bo končno poročilo. Do konca mandata vsekakor. Hvala, še vprašanje? Če ni, hvala lepa. Hvala.